dobrodošli nazaj v mojem vlogu. Jaz se nahajam trenutno na letališču v Dubaju in sem šla v McDonald's. Prvič zato, ker mi je ful zapasal kofe, ampak je bila pred Starbucksom čist predolga vrsta. In pa sem prišla tle v McDonald's in mi ni več pasal, tako da ne me vprašati, kva mi je. Tako da sem se vzela en orange juice, hash brown, pa en zajtrk. Vzgledam pa tudi, da me tovornjak povozil. Ful mi je bed snemati v javnosti, ampak probam premagati ta strah, tako da... Ni bed, zdravje. Najbrž ste tako, Lucija, kako lahko to pizdarijo, je že to zjutraj. Fora je v tem, da sem ostala 2 uri nazaj, ker nisem mogla spati. In moj boarding, oziroma ukrcavanje na avion, je šele čez dobro uro pa pol. In preden bomo jedli, bo minili že 4 ure. Tako da, juhuhu. Sem si rekla, da sem malo počasna z McDonald'som, a ne? Pozdarja. Ko mi je bruke stari. Ok, jaz sem pojedla moj McDonald's. Zdaj imam pa še 45 minut časa, preden se začnemo ukrcavati. Ja, sploh vam nisem povedala, kam grem. Fora je v tem, da imam še 8 dni dopusta za izkoristiti iz lanskega leta in sem rekla, da jih pokoristim zdaj v začetku leta, ker del časa, ki jih šparam, slabi je. In sem se odločila, da grem v Brazilijo. Tam imam eno kolegico, ki jo nisem videla že 3 leta. Spoznala sem jo na enem mojem potovanju, ko sem šla v Ameriko. Mislim, da je bilo to 2018. What the fuck? Leta 2018 sem jo spoznala, bile smo skupaj 5 dni v Los Angelesu, ker smo se spoznali v hostlu. To pomeni, da jo v bistvu poznam samo 5 dni. Ampak res smo se poštekale, res smo se pokonektale in sem še vedno z njo v stikih, tako da sem mi napisala, hej, nimam nikamor za jeti, oziroma vse države so zaprte. Brazilija je ena izmed redkih držav, ki je odprta, tako da bi prišla v Brazilijo. In ona je bila itak vsa navdušena, da ja, gor dol, da komod stanujem pri njej, doma, bla bla bla. In sem bila tako, ok, I mean, why not? Ne grem pa v Slovenijo zato, ker ni nič letov v Slovenijo in čisto iskreno se mi ne da zajebavati, da pridem spet iz Dunaja ali pa iz Bolonije ali pa iz Münchna. Plus tega, da je v Sloveniji zdaj vse zaprt in prišla sem nazaj v Slovenije 3 tedne nazaj. Tako da še ne pogrešam toliko doma, da bi šla zdaj na ta dopust domov. Seveda sem naredila tudi test in sem negativna, zato lahko potujem. Tam pa se bom seveda tudi merkala. Vem, da imajo lockdown od 8 zvečer naprej, tako da lih žuranja ne bo, ampak mi je čisto vseeno, ker važno, da grem izven Dubaja nekam na dopust, ker najhujš, ampak res najhujš bi mi pa bilo, da bi mogla dopust preživeti v Dubaju. To pa zdaj bo folk rekel, o moj bog, itak imaš ful stvari za delati v Dubaju. Ja, imam, sam. Až to je kot da bi pol doma, dobesedno doma preživela tiste dni dopusta, ki so itak neprecenljivi. Vse veš, ko mislim. Tale kot za snemanje mi je prav všečno, moram reči. Res luškano, zelo flektno, poletno. Pjure. Evo ga, 7:30. Bom zdaj poklicala še mojo familijo, čeprav mislim, da še spijo. Ja, se še spijo. Čeprav nas 7:30 je tam komi v 7, 6, 5. 5:30. Mogoče sta že po konc. Pri nas današnji 2 tok zgodi po konc, ne vem, je to sam pri nas doma v glavnem. Itak, da bom vlogala tale trip oziroma tole potovanje, ker se mi zdi, da bojo lepi spomini. Jaz sem šla pa zdaj še po eno kavico, ker si v McDonald'su pol nisem kupila kofeta, ker pol pa se bomo počasi začeli ukrcavati na avion in hočem imeti kavo za sabo, za avion. Yes. Let me just show you my airport fashion. Je zelo tak, kako bi človek temu rekel, chill. Tudi nimam nič make-upa in je zelo tak udoben, zato ker je let dolg fucking 15 ur. In sem si rekla, da ne bom trpela v nobenih hlačah, kavbekah, nobeno make-up, ker bom itak cela zja, oziroma sem že. Tako da, this is my airport look. Najprej seveda pogledamo, če kdo gleda, ok, ne, dajmo pokazati se. Ja, pokaži Lucija, super, čudovito, wow. To je to, zdaj mi že res bed, tako da, vsi me gledajo, bruke. Evo, uspel sem jo ukrcati na letalo. Imam samo tudi kofi, itak da je iced coffee. Tako da uživam ob razgledu na letališče. Wowči.
remind yourself of the safety features of this aircraft, please read the safety card in your seat pocket. Your cabin crew will now pass through the cabin, carrying out the final safety check. One eternity later. Hello vlog. Ej, priznam, bilo je napornih 15 ur. Čisto sem izmučena. Od nič, od sedenja do besedno. V glavnem, zdaj se sprehajam že po letališču. Moram iti po prtlago, čez pasport kontrol in potem me moja kolegica Amanda počaka na vhodu oziroma izhodu iz letališča, tako da komaj čakam, da jo vidim po 3 letih, dobesedno po 3 letih.